svjetlosti Božji čudežni. Slikam aleluja. Strah te nimaš več moči. Jasno bom pel, ko vihar me bo objel. Vedno nasmejen, kot grba bo staljen glas. Glej iz pepela, up se rodi. Smrt je nemožna, ker naš ga živi. Vzklikam aleluja. Vse, kar meni je slabi. Vzklikam aleluja. Gledam temo, ki beži. Vzklikam aleluja. Te svjetlosti Božji čudežni. Ne glede na to, čez kaj sem šel v življenju, nikoli nisem bil v pomanjkanju, nikoli nisem imel dolga, vedno več kot dovolj, da dam ne samo desetino, ampak še čez. Ne? In nič posebenega, isto težave, tudi izgubljena služba, ampak vedno je Bog pripeljal nazaj me na mesto blagoslova. In zdaj pač, zakaj verjamem, da je ta cerkev dobra zemlja, kjer lahko seješ svojo vero in svoje življenje in izkazuješ čast Bogu. Pač, ker je to moja izkušnja. Ko sem prišel v to cerkev, ko me je Bog poklical najo ženo pred 3 leti, zdaj, da prideva služiti sem, pomagati, sva imela eno povprečno plačo. Imela sva 12 let star avto, saj ni bil slab, ampak je bil 12 let star. Lansko let nas je Bog blagoslovil z avtom, ki je bil star 2 let pa pol. Za ceno, ki bi dobila sam 10 let star avto za to. Ne. Tako da pač blagoslov je bil nadnaraven. Naklonjenost je prišla iz nepričakovane strani v veliko prekomernem obsegu. In kaj češ narediti drugega, kakor sam, da slaviš Boga? Haleluja. Naj bojo blagoslovljeni te, ki blagoslavljajo nas. In v bistvu lansko leto, v začetku leta, nas je Klemen učil o pomembnosti planiranja z Bogom. Ne, da planiraš z Bogom in eno od stvari, ki jih je učil, je, da si postaviš konkreten cilj in Bogu verjameš za njega. In sem si mislil, nekaj ne preveč težkega bi bilo, da verjamem Bogu za 20% povečavo to leto, se pravi 2019. Še zmeri smo imela eno povprečno plačo in smo nekako shajali. Ne? Ampak pač verjela sva, da ima Bog več kot to za nas. In sem se začel zahvaljevati za teh 20% dodatno in gledati to 20% povečavo v svoji viziji do konca tega leta. In ko sem na koncu zračunal, koliko je prišlo na firmo, je bilo skoraj točno 20% več. Brez da bi se kaj več naprezil, brez da bi švicu, delal po noč, ne vem kaj. In naenkrat sva imela lahko 2 plače. Haleluja. Tako da, in pač to je ta Božji blagoslov, ki je več od našega truda, več od našega intelekta in ni da bi ga morali zaslužiti. Jezus ga je plačal za nas s svojo krvjo. Ampak Božje srce je to. Ful te ljubim, ful želim, da si blagoslovljen, ne samo v financah, ampak na vsakem področju. Recimo mu sedu, končano je.
te kaj skrbi, naj ti povem, končano je. Imaš kakšen problem s kakšno boleznijo, naj ti povem, končano je, haleluja. Rabaš čudaš, končano je, haleluja. Danes je to naslov, končano je. A ste slišali, da je Slovenija razglasila za epidemijo, da je konec epidemije v Sloveniji? Ste slišali to? Jaz sem en dan prej dobil besedo končano je, haleluja. Rekel Bog, kva ne prigam končano je, pol vidim na novicah konec epidemije. In veste, kdaj se je epidemija končala? Kdo ve? Kaj zmanjka denarja? Dober odgovor. Še kdo kakšen odgovor? Jaz sem še boljši odgovor. Na križu. Bravo, Robi. Bravo. Pred 2000 leti je bilo že konec epidemije. Haleluja. Zakaj? Ker je Jezus rekel, končano je. Amen? Jezus je to rekel. Ne jaz, haleluja. Ne RTV, ampak Jezus Kristus. Haleluja. In dajmo si to pogledati. Prvič, ko govorimo o tem, da je končano, problem je v nepoznavanju evangelija. Ogromen kristjanov ne pozna evangelija, nažalost. Nažalost je tako. Ozej 4:6. Ljudstvo propada zaradi epidemije. Ljudstvo propada zaradi neznanja, haleluja. Ko ne veš, kaj ti je Bog plačal. Problem je, če ne poznaš evangelija. Problem je, če ne veš, kako Bog deluje. Pol je vprašanje, kdaj bo začel propadati, ker še to, kar imaš, ti bo hudič ukradel. Ampak reči, jaz vem, jaz poznam evangelij. A veste, da sta dva pastorja v Detroitu umrla od epidemije in pol cerkev napiše molitev in jo objavijo in CBN, največje krščanske novice, tam sem to bral na CBN-u, objavijo njihovo molitev. Njihova molitev se glasi, Bog, naša srca so težka, zgubili smo ful svoje dragocene ljudi, prosimo te, da ustavi to epidemijo, rabimo čudež. Amen. Ne vam povem, to ni molitev. To je totalno nepoznavanje evangelija. To se sliši kot molitev, samo to ne pride dlje do tega stropa v tej dvorani. To sigurno ne pride v nebesa, ker ni niti kančka vere posoljeno to molitev. To pač ne rabaš Boga, za tako molitev res ne rabaš Boga. To lahko moliš v steno. To se nič ne zgodilo s tako molitev. Bog, ful sem depresiven, rabam čudež. Amen. Bog, ful sem lačen, rabam čudež. Amen. Cerkev, to je nepoznavanje evangelija. Ti moraš vedeti, kaj ti pripada. Reč, končano je. Kje je tvoj problem? Končano je. Kdaj? Pred 2000 leti. To se moraš zavedati, haleluja. Ne takrat, ko si ti ful molil in ful verjel Bogu, haleluja. In si pol le premaknil Boga za une 2 cm, ko sta ti manjkala še, da kredit odplačaš, haleluja. Drugič, vse je plačano, haleluja. Poglejmo si video Josepha Princa, vse je že plačano. To je Bog, ki je dal Josephu prav en video in je pol naredil to animacijo, kaj se je zgodilo na križu. Hvala Bogu za ta tim. Poglejte si naš medijski tim, haleluja. 4 osebe, vsi delajo prostovoljno, vsi ful na ognju za Boga, vsi pionirji, haleluja. Noben ne ve, zakaj gre in vsi vejo vse, haleluja. Skupaj pa vse deluje, haleluja. Hvala ti, Jezus. In Bog take ljudi uporabi, da ne govorimo pa še tukaj en človek na kameri. Tam je človek na prevajalnem sistemu. Haleluja, hvala Bogu. Ok, se pravi, dajmo si pogledati Janez v Evangeliji 18:28. Janez 18:28. Potem reče Jezus, vedoč, da je že vse dopolnjeno, da se izpolni pismo, žejen sem. Stala je tam posoda, polna ocata, oni torej nataknejo na izob, gobo, namočeno z ocetom, ter mu jo podajo k ustam. Ko pa Jezus ocet okusi, reče, dopolnjeno, oziroma končano je. Amen, recimo se dokončano je. In nakloni glavo in izroči duha. Se pravi, Jezus je na vsak tvoj problem rekel, končano je, in na tem videu je dobro uprizorjen, kako vsa prekletstva pridejo na Jezusa, na križu. Greh pride na njega.
pomanjkanje pride na njega, depresija pride na njega, siromaštvo pride na njega, vsaka nevera pride na njega, vsak obup, vsaka stiska, vsi demoni tega sveta pridejo v njega, on postane prekletstvo in pol, ki je vse to vzel v sebe, on je posrkal vso zlo sveta v sebe, haleluja, ni to noro. Mislim, kakšno odrešenje. Da pride nekdo, vzame vso temo in jo posrka vase, kaj se savc, haleluja, vse smeti tega sveta, posrka vase in pol prav končano je, haleluja. Se pravi, kdaj je tvoj problem bil rešen? Ko je Jezus rekel, haleluja. Recimo mu sedu, vse je že plačano. Kadarkoli moliš, moraš moliti iz te pozicije, da je že plačano. Če to ne veš, je isto, Carol, imagine this is a bar of gold, I give you this, haleluja. Recimo, Carol sem dal zdaj, recimo, da sem ji dal zlato palco. Ali pa dobro, Biblija je še več vredna, dal sem ji Biblijo, haleluja. In zdaj ona ima mojo Biblijo in ona hoče meni zdaj plačati to Biblijo. Koliko to stane, Klemen? Ne, je že plačano. Ne moreš. In pol ona prav, pa jaz bi ful rada imela Biblijo, no, ti jo lahko plačam. Ne, odpri, je že plačano. Jaz bi ful rada Biblijo. Jaz si tako obupno želim, jaz če nam zdaj Biblijo dobila, bom kar umrla. Pa ker imaš jo, odpri Biblijo, to je tvoje. Ja, vem, samo vse, ne sram Biblijo, Klemena, mi lahko daš Biblijo. In tako mi molimo. Bog, jaz ful rabim to, jaz ful rabim tisto, jaz moraš nekaj narediti, Bog. Je že, recimo sedu, je že plačan, haleluja. In ti ne moreš nekaj dobiti, ne moreš nekaj kupiti, ker je že plačan. Ne moreš, haleluja. Razumeš, da ne moreš. Če bi lahko ti plačal, pol pomeni, da Jezusovo plačilo nima veze, nima veljave. Pol njegova kri nič ne pomeni, če lahko ti plačaš, razumeš. Je že plačen, je že končan. 2. Korinčanom 5:19. Bog je namreč bil v Kristusu in je svet spravil s seboj in jim ni zaračunal njihovih grehov. Haleluja. Se pravi, Bog celemu svetu ni zaračunal grehov. To je evangelij. 2. Korinčanom 5:19. To je noro. To je toliko dobra novica, da jaz boljše še nisem slišal. Noben ne kima, ker je težko verjeti, tako. Jaz sem pa mislil, da je Bog ful jezen nad svetom, ki to grešijo in zdaj je kaznoval najprej Ameriko, pol Evropo, še prej pa Kitajsko s tem virusom. Ne ti povem, Bog je že plačal vse. Cena za greh je že plačana. Kdaj? Pred 2000 leti. Tretjič, Bog je že vse naredil zate. To je točka, ko jo boš ful težko verjel. Bog je že vse naredil zate. On karkoli treba bilo zate narediti, je že naredil, haleluja. In pa bo bi me rekel, Bog, ampak jaz rabim hišo, ne vidiš, je že plačan, haleluja. Že plačan. Haleluja. Ko sem jaz zidil hišo, Abimel, sem prišel do strehe in pol spet nisem imel denarja za streho. Ker eni, ki so pametni, imajo najprej denar, pogrejo pa zidati hišo. Eni pa, ki živimo po veri, pa pač gremo v akcijo brez vsega. In pač imamo pa nekaj, ko oni nimajo, to je Božja beseda. In pol na te Božje besede gradimo. In pol sem pa šel v hišno skupino v Šentjuru. Takrat smo se še v dnevni sobi dobivali. To so bili začetki cerkve. In sem tja prišel in sem ful razmišljal, zdaj bo slab vreme. Vse, kar sem zgradil, mi lahko unič vreme. Rabim streho, Bog. Kje je moja streha? In Bog mi je rekel na hišni skupini, ti imaš streho že. In pol sem se začel, sem rekel, haleluja. In pol, ki je bil čas za pričevanja, sem dal pričevanje, jaz imam streho, fantje. Haleluja. In pol sem rekel, res, kaj je, ja, imam streho, haleluja. Hvala Bogu, noben mi ni šel v detalju sprašovati. In kva se je zgodilo? Ja, valjda, da sem dobil streho. Čez, ne vem, par dni se je manifestirala, od nekje je prišlo, pozabil sem že. Mislim, da sem imel eno pištolo, ki sem jo zamenil pol za streho, ampak to je bilo na CO2, ne te. Ampak dobro, nima veze. Glavno, Bog ti da po strategijo, ampak važno ti najprej v molitvi sprejmeš. In pogledajte 1. Petrov pismo 2:25. On je grehe naše sam na telesen svoj odnesel na les, da smo grehom odmrli in živimo v pravičnosti. V njegovih ranah ste bili ozdravljeni. Ste opazili ta preteklik? Se pravi, kdaj si bil ti ozdravljen v njegovih ranah?
Kdaj, Robi? Kdaj je bilo konc? Pred 2000 leti, haleluja. Se pravi, Bog je že vse naredil, on te je že ozdravil, priskrbel je zate. On je že vse plačal, haleluja. Ti moraš vedeti, da čim si ti v položaju, ko moraš Boga premakniti, si v velikih problemih. Jaz se spomnim, ko smo nekaj delali in vedno, ko smo v naravnem svetu in vedno, ko smo prišli do točke, da nam mora ta en človek pomagati, pa nekaj narediti, sem vedel, tle se vse konča. Čim sem jaz odvisen, da bo on mene poklical, pa on nekaj naredil, se vse skupaj konča. In vedno, ko smo do one točke prišli, sem začel iskati drugo rešitev. Isto je, če ti probaš Boga premakniti. Ne Boga premikati. Bog se je že premaknil. On je že naredil. Ti moraš zdaj iti za njim. Amen. Bog se je že premaknil, on te je že ozdravil, on je že priskrbel, on je že pripravil vse ljudi, ki jih boš rabil v življenju, pripravil ti najboljšo službo, pripravil je najboljšo modrost zate, pripravil ti najboljše čevlje, copate, karkoli boš rabil, razumeš? Če zdaj ti njega probaš fehtati, naj ti zrihta isto kot Carol, Klemena, mi daš, prosim te Biblijo. Če bi mi imel ti pol tokrat, kakor mes tebe rad, da bi mi že zdavni dal Biblijo. In tako pol težimo Bogu, kako nas nima rad, kako nas ne mara toliko, pa če bi on res skrbel za nas, bi že zdavni to naredil, kar nam je obljubil in še zdaj tega ni. In pol se dve stvari zgodita. Kristjani so verjeli Bogu in pol nehajo sploh verjeti, da Bog obstaja, ker so mu verjeli, ampak vseeno je njihov otrok umrl, njihova teta je imela raka, ni se zgodil. Kolikrat sem že to videl v cerkvu? Ogromenkrat. Ogromenkrat, haleluja. Da človek nekaj verjame, pa se ne zgodi, haleluja. In zakaj? In kje je bila fora? Sko se hotel Boga premakniti. Ful, Boga nisi videl, jaz sem pa ful molil, vse sem zapustil. Ljudje so se norca delali z mene. En brat mi je rekel, še plesal sem na balkonu v veri, haleluja, da bo ta rak ozdravljen od ene osebe. Pa Bog ni naredil. In pol je bil ful zagrnjen na Boga. In pol celo to sporočilo, ful dober prijatelj. In to več takih ljudi poznam. Tako da vem, kaj prinese napačna teologija, haleluja. Če ne poznaš evangelija, če ne veš, da je že plačan, če hočeš zaslužiti nekaj, kar je že Bog naredil, nikoli ne boš dobil. To si, a je kdo od vas imel doma hrčka, ki je imel na uno vrtiljaku laufu? A si kdaj gledal to? A ni komedija to? Hrček lahko cel dan laufa, pa nikamor ne pride, še vedno v uni kletki, je tako. 2 centimetra se ni naprej premaknil. Isto je z religiozno molitvijo. Isto je z uno molitvijo iz Detroita, ki sem jo prej prebral. Isto. Nič se je ne zgodil. Ljudje bojo še naprej umirali, ljudje bojo še naprej izgubljali službe. Čim moraš ti Boga premakniti, da nekaj naredi, si v velikih problemih. Haleluja. To je napad, to je religija. Naj ti povem, Bog se je že premaknil. On ima že rešitev zate, haleluja. On jo je že priskrbel, haleluja. To je vera, to je ful razlika med tem, da ti nekaj probaš zaslužiti. In to je zanimivo, kolikrat se nam to zgodi in se znajdemo v tem krogu poraza. In poglejte si, reči, jaz ne bom hrček na kolutu. Reči drugemu sedu, skoč ven iz tega koluta, haleluja. Reč končano je, haleluja. Amen. Efežanom 1:4. Pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem. Kdaj? Kdaj je Bog tebe izvolil? Kdaj si te izbral? Takrat, ko si bil ti brez greha, posvečen svet. Ne. On je tebe izvolil pred stvarjenjem sveta, haleluja. On je delal v tvojem življenju proporcionalno s tem, koliko imaš ti njega rad. On najprej naredi, pa si ti lahko odzoveš. Jaz njega ljubim lahko samo toliko, kolikor vem, da on mene ljubi. Nič več, haleluja. Če jaz boš tam rekel, Klemen itak milostljiv, to je res, haleluja. Zakaj? Ker sem sam sprejel ful milosti. Jaz nikoli ne bi mogel biti milostljiv, če sam ne bi sprejel milosti. Amen. Zato tudi moje ime pomeni milostljiv, haleluja. Vem, da se sliši čuden, ampak haleluja. Vsem imam rajš Klemen, kakšen milostljiv kol, pa kaj tazga. Ok,
pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da smo pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, da smo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohoten sklep njegove volje, v hvalo slave njegove milosti, s katero nas je obdaril v ljubljenem, 6. vrstica. Se pravi, tukaj piše, da Bog te je že obdaril v ljubljeni, z vsako milostjo. In naj ti povem, v grščini je to ista beseda, ki jo je angel rekel Mariji, ki se je odločila, da bo riskirala svoje življenje, ne se Jezus rodi čez noč. Je rekel, blagorovana boš, blagor tebi in tako naprej. In to je beseda mega naklonjenost. Mega naklonjenost bo nad tabo. In to tukaj not prav, Bog se je odločil, da bo mega naklonjenost nad tabo še pred ustanovitvijo sveta. Amen, a ni to noro? Se pravi, Bog ti je že dal nadnaravno naklonjenost. Ti, ko nekam prideš, recimo jaz, ko smo prvo cerkev začeli v Mariboru, leta 2000 se mi je David rodil, 2001, se pravi, glih, en let smo imeli cerkev. In mene, 28 let sem bil star, meni se že malo pozabil, ampak poklical sem me v vojsko, kar zlepega. Ker prej sem jih prosil skozi, ne me pokličal, to civilno sem si izbral, še prej sem bil kristjan, sem bil bolj hipi. In pol me pokličal in sem šel na razgovor, ker so me poklicali. Jaz bi bil samo en vikend na mesec doma. In pol sem šel tam na razgovor in sem šel z mega naklonjenostjo na razgovor. Jaz sem šel na razgovor ful v veri, da karkoli bom hotel, se bo zgodilo. In pol sem prišel k temu direktorju, predsedniku karkoli, in sem rekel, gledajte, jaz moram ostati v Mariboru. Jaz sem v Mariboru živel, rodil se mi sin. Jaz ne moram biti v Ljubljani. Jaz sem tukaj, delam cerkev, imamo krščanski center. Jaz lahko služim vojsko največ 8 ur na dan. Največ. In to v Mariboru. In pol on mi je rekel, ne, lej, moraš iti tja, gor, dol, to jaz nimam kaj. In pol sem mu začel prerokovati v Božji naklonjenosti, ki je nad mano, kaj se bo zgodilo. A razumete? To pomeni, ko ti, in veste, kaj se je zgodilo? Preden sem šel not v ono sobo, sem se oblekel z zavedanjem, da je Božja naklonjenost nad mano, haleluja. Sem se oblekel z razodetjem, da jaz sem Božji sin, haleluja. Da jaz imam večjo avtoriteto od predsednika Slovenije, od predsednika Amerike, od kogarkoli, ker Jezus je ime nad vsakim imenom. Amen? Lahko pa greš ti na razgovor, vas sesut, vas depresiven in se tam jokaš in jamraš in še to, ko imam, bom zdaj izgubil, se me lahko usmilite in vsi te bojo poslali domov. Ti moraš uporabiti avtoriteto, ko je Jezus plačal. Amen? In kako sem mu prerokoval, ko on rekel, da se ne da, sem rekel, lejte, da se. To prepravim, nisem rekel, Gospod govori, ampak samo izgovarjal sem željen rezultat. Ti moraš govoriti, imam streho, če rabaš streho. Če rabaš hišo, jaz imam hišo. Če rabaš zdravje, jaz imam zdravje. Tako prerokuješ stvari v obstoj, ki jih ni. Pa je rekel, ker veroval sem, zato sem govoril. In jaz sem mu točno rekel, to in to. Sem rekel, lej, jaz bom tako vojsko služil. Jaz bom v Mariboru, delal bom 8 ur in pol me odšel za druge stvari. V soboto pa delo ne bom mogel služiti. Oziroma ne bom služil. In pa je rekel, okej. Vse, kar je prej rekel, da se ne da, ker sem mu začel prerokovati na vdihnem posvetem duhu, je rekel, okej. In pa sva se rokovala, spisal en papir in se šel domov. In pol, ko sem prišel na delovno mesto, sem rekel, veste kaj, vi je dosti, če sam 6 ur služite. In pol na koncu sem služil samo 10 dni. Na 6 mesecev. Služil samo 10 dni. Ker Bog naredi pa veliko več, kot mi molimo. Amen? Ampak če ti prvi korak narediš, pozabi tudi na unih 10 dni. Amen. Se pravi, o čem govorimo? Govorimo reč končano je, haleluja. Končano je, haleluja. Karko rabaš? Če rabaš streho, reči, jaz imam streho, haleluja. Če rabaš zdravje, reči, jaz imam zdravje. Če rabaš avto, reči, jaz imam avto, haleluja. Če rabaš modrost, jaz imam modrost, haleluja. Ker razumeš, da jo že imaš. Jo imaš, ti bom pokazal, kje je. Ker dobro je vedeti, kje je. A etko, strinite z mano. Dobro je, da veš, kje je, haleluja.
hvala ti. Ampak važno je, da nisi več ta hrček na kolutu. To je ful važno. Ker če ne boš, veš kaj se ti bo zgodilo? Če si hrček na kolutu, boš izčrpan, razočaran boš nad Bogom, lahko da več ne boš v njega verjel, ker boš toliko razočaran, ali boš pa toliko izčrpan, da boš vedel, da je tam nekje, ampak zate nima cajta. In hudič bo to ful uporabil, verjem. Druga stvar, ki se ti pa lahko zgodi, če si hrček na kolutu, je pa, da boš spremenil evangelij. In to dosti kristjanov naredi. Ker vejo, ipak vejo, da Jezus je plačal ceno na križu. Vejo, da je res hodil pred 2000 leti. Vejo, da jih je odrešil, če oni danes ne bi bili novorojeni kristjani. Ampak zakaj ne deluje? Ker evangelij ni čisto, kot piše. Ene ljudi Bog uzdrav, ene ne. Biblija, ja, to je tako, ampak ni tako. In pol naredijo celo štalo iz evangelija. In naredijo eno mlačno religijo vsega skupaj. In pol služijo enemu Bogu, ki je na pol pošast, na pol dober oče. Odvisno na katero nogo je vstal tisti dan. Zdaj, če imaš srečo, ko moliš, da je glih na dobro nogo vstal, tisti dan te bo blagoslovil. Če pa pač si molil glih, ki je bil Bog neki jezen danes, pa pač, bod vesel, da imaš raka, ki boš prešel k njemu. Bog ti je vzel otroka, ki ga rab v nebesih. Same neumnosti, razumete? Jaz raje v veri umrem, kakor da živim s takim Bogom, haleluja. Neka pošast, to ni Bog. In ljudje si prikrojijo si Božjo besedo na svojo situacijo. Ne to delati, haleluja. Moš vedeti, reči končano je, haleluja. Tudi, če ti to ne doživljaš, je končano. Rajš sebe spremen, kakor evangelij. Amen? Jaz, če nekaj ne deluje, nam šel spreminjati Božje besede. Ampak sebe. Raj, recimo, to isto, recimo v tej sobi je nekje RTV signal. In v ponedeljek smo imeli The Best oddajo tle z RTV-om. Sprašvali so me o krizi, jaz sem rekel, kakšna kriza. In so mi ful čuden gledali. O kakšni krizi vi govorite? Sploh nobene krize ni. Sploh ne veste, kaj je kriza. Če vam je to zdaj, ko se dogaja kriza. Ljudje imajo še vedno za jesti, za piti, vsi imajo internet, doma sedijo. Ja, kaj pa oni rekli, ko so izgubili službe pa to? Rekel je, hvala Bogu, da so izgubili. Ko lahko začnejo kaj bolj pametnega delati. Lahko se na Boga obrnejo in začnejo delati sanjske stvari v svojem življenju, ker prej nikoli nisem imel cajta, haleluja. Lahko pa rečeš, izgubil sem službo, kje bom zdaj dobil za jesti, za piti. Lahko pa rečeš, hvala Bogu, da sem izgubil službo, ker zdaj se lahko na Boga obrnem pa dobim boljšo službo, haleluja. Amen. Tako, kot smo danes slišali tvoje pričevanje in kar nekaj že slišam čez to karanteno, haleluja. Ok, dajmo si pogledati. Se pravi, signal je tukaj od RTV-ja. In zdaj, če jaz imam v telefonu sprejemnik radijski, ali pa če imam kjerkoli sprejemnik radijski, bom lahko poslušal ta signal. Se bom lahko priklopil na njihovo valovno dolžino, frekvenco, ne vem, koliko imajo, in bom to poslušal. In zdaj, če pa začneš šumeti ta signal, a si kdaj poslušal radio, pa začneš šumeti. In kaj pol narediš? Vržeš radio stran. Rečeš, radio je za nič in ga vržeš stran. Rečeš, rabam nov radio, signal je ful za nič. Ja ne, haleluja, ujameš signala, natuniraš ga malo, haleluja, moraš radio naštelati, ne moreš razumeti, haleluja. Ne spreminjati evangelija, sebe našteli. Razumeš, če nekaj ne deluje, ni problem z oddajnikom, problem je s sprejemnikom, haleluja. Razumeš, haleluja. Sprejemnik malo glas na Božjo frekvenco, haleluja. Tvoja hiša te še vedno čaka, haleluja. Tvoje zdravje te še vedno čaka. Tvoja preskrba te še vedno čaka, haleluja. Tvoja družina vse te čaka, haleluja. Natuniri se, haleluja. Ok, dajmo si to pogledati, kako sprejeti. Ampak preden gremo tja, gremo si še malo v te 3 točke, Bog je že vse naredil, še v 7. vrstici pogledati. Prav, videli smo, da smo mega sprejeti, da je mega naklonjenost na nas in zdaj v 7. vrstici, v katerem imamo odrešenje po njegovi krvi, odpuščanje grehov po bogastvu njegove milosti. Kaj ti to pove? To ti pove, kdaj je on odpustil tvoje grehe? Pred stvarjenjem sveta, haleluja. On se je že odločil, že takoj,
že ko je Adam grešil, tako je povedal rešitev. Tako je, imam rešitev. Ni rekel, ma ne, zdaj pa kriza. To pa nisem planiral. In na križu se je to zgodilo. Planiral je pred ustanovitvijo sveta, na križu je to izpolnil. Kdaj, ko je Jezus rekel, končano je, haleluja. Se pravi, če je Jezus meni odpustil, tukaj noter piše v Efežanih 1:7, on mi je odpustil vse grehe, haleluja. Imamo odrešenje in odpuščanje grehov, haleluja. Se pravi, on je meni odpustil pretekle, sedanje in prihodnje grehe. In to religija ful sovraži. Ker religija te hoče zvezati s tem, kar še nisi naredil. Zakaj? Da je vedno si spet hrček. Religija te skozi hoče na kulut vršiti. Še premalo moraš, haleluja. Še preveč si grešen, haleluja. Še več moraš laufati. Še več moraš moliti, še več moraš brati Biblijo. In nič ni s temi stvarmi narobe, ampak narobe, če to delaš z napačnim motivom, haleluja. Karkoli delaš, da bi si to zaslužil, si v problemih, haleluja. In to si pogledamo zdaj, kako sprejeti. 4. točka, predzadnja točka, kako sprejeti. Kako zdaj to sprejeti? Se pravi, plačan je, končano je, Bog je že vse naredil, nam Boga zdaj premikal. Jaz sem včasih ful hotel Boga premakniti. Jaz, ko smo izgubili uno dvorano tam, se rekel, Bog, zdaj pa te prijel za kravato in te ne spustim. Dokler ne boš tole nazaj dal in sploh nam jedu, dokler se to ne zgodilo. Hvala Bogu, da sem si pol premislil. Ko bi šel v grob, cerkev. Ko Boga ne premakneš z jamranjem. On je že vse naredil. Ne Boga premakniti. Ne spreminjati valov radijskih. Spremen sprejemek. Haleluja. Ok, se pravi, kako sprejeti? Hebrejcem 6:1. Pavel zdaj govori cerkvi in v pismu Hebrejcem ful napada mrtvo religijo. Ful. Oni so bili okoli 30 let že z Jezusom, to je bilo pisano tam okoli 30 do 60 po Kristusu. In skozi so se hoteli vračati nazaj v staro zavezo in spet upravljati žrtve in tako naprej. In Pavel in Pol tukaj veli govori, fante, enkrat za vselej je Kristus umrl. Ne rabimo spet novega duhovnika, ne rabimo spet upravljati žrtev in tako naprej. In zdaj, ful dolg jih je že učil in pol jih je imel malo poln kufer in jim v Hebrejcem 6. poglavje prva vrstica govori, zato pustivši začetek besede Kristusove, obrnimo se k popolnosti. Se pravi, on rekel, dajmo iti malo naprej od temeljev. Fante, skozi moram govoriti o začetkih. In pol jim govori, zdaj bi mogli biti že učitelji, še zdaj ste otroci. In zdaj si pogledamo, kaj so bili za Pavla temelji vere. Da ne polagamo zopet temelja z izpreobrnjenjem od mrtvih del in vere v Boga. Z naukom o krstih, o polaganju rok in vstajenju od mrtvih in o večni sodbi. Se pravi, poglej si, prvi temelj, ki je bil, je, da se spreobrnaš od česa? Od mrtvih religioznih del. Z drugim besedam, pa je dol iz tega koluta, haleluja. Nehaj biti hrček. To je bilo prvo spreobrnjenje. Mrtva dela so vse, kar delaš, da bi si zaslužil Božjo naklonjenost, haleluja. Mrtva dela so vse, kar delaš, da bi si zaslužil Božjo ljubezen. In religija te vedno to uči. Bog te ima tokrat, kolikor si ti dober. Če se boš lepo obnašal, te bo imel rad, ker religija rab palcev pa korenček. To je njen stil. In to deluje za otroke, ker potem kot odrasel pa več ono delovalo. Če bi tebe še vedno mama tepla, pa te podkupovala s korenčkom, pa bi ti rabo eno res pomoč naše duhovne psihoterapevtke, etko zdenka. A si predstavljaš, da bi jaz danes, ko sem šel čez cesto, pa nisem levo pa desno pogledal, pa ne, dobro, da me mama ni videla. In tako smo mi, če mislimo, da nas Bog ljubi, glede na to, kaj mi delamo, haleluja. Ok, se pravi, spreobrnem se od mrtvih del. Kako sprejeti? Kako sprejeti? Ne tako, da moraš ful nekaj garati za Boga. Tako ne boš nič sprejel od Boga. Tako boš mogoče imel nek lažni notranji mir, ki ti ga da religija samo za nekaj časa,
ko ga boš itak spet zgubil, ker slej ka prej ne boš mogel izpolniti teh standardov, ki si jih določil. Poglejmo si Jana 4:14. Kdorkoli pa se napije vode, ki mu jo jaz dam, ne bo žejen vekomaj, temveč voda, ki mu jo jaz dam, postane v njem studenac vode. Se pravi, Jezus pravi, kad ti sprejmeš to, kar imam jaz, življenje, govori Samarijanki, v tebi bo zdaj studenci, vodnjak bo zdaj kje? V tebi. In Jezus nekje v 6. poglavju potem pravi, kdor veruje vame, bo iz njegovega osrčja potekle reke žive vode. Se pravi, če si ti en kristjan, ki je vedno prazen, utrujen in izčrpan in pol moraš, Bog izpolni me, daj zli svetega duha, če ne bom umrl, narobe moliš. Ti dvigan duha, ki je že v tebi, haleluja. Razumeš? Razplamti ta dar, ki je v tebi, haleluja. Začni moliti v jezikih, začni ga slaviti, haleluja. Amen? Kam ne gre Bog še poveč svetega duha? Če ga je že izlil vate, haleluja. Poglej si zdaj naprej. Se pravi, kako spred govorimo? Največja moč univerzuma, ko obstaja, največja moč tega vesolja je kje? Kaj mislite, kje? Poglej svojega soseda, reči v tebi. Jasno, pod pogojem, da si novo stvarstvo. Če še nisi sprejel Jezusa, pol je ni v tebi, ampak če si sprejel Jezusa za svojega rešitelja, za svojega Gospoda, pol je zdaj to v tebi. Haleluja. Boš rekel, Klemen, pa jaz ne zgledam tako, kot je največja moč univerzuma v meni. Poglej si Efežanom 1:19. Kakšna presilna velikost moči njegove do nas verujočih po delovanju silne moči njegove, ki jo je pokazal v Kristusu, vzbudivši ga od mrtvih. Se pravi, to moč je on demonstriral, ker to je večja moč, kot da nekaj ustvariš, da nekaj obudiš, kar je umrl, in on je obudil Kristusa od mrtvih in prav, to moč je nam dal. To moč je izkazal nam, ki verujemo. Haleluja. Amen? Spor, tukaj ti je pogoj. Če ne verjameš, ta moč ne bo delovala. Lahko rečeš, Maja, Klem, mogoče to zate deluje, ampak jaz sem bolj realen kot ti, jaz sem malo bolj izobražen in bolj stojim na realnih tleh. Meni so dostikrat govorili, ti imaš glavo v oblakih, a vam je kdaj to rekel? In pa si rekel, please, ne me dol spraviti. Pusti me gor, jaz sem čist fajn gor, zame deluje. Ti, če si rad na zemlji, se plaziš, si vas umazan, uživi. Jaz bom glavo imel še naprej v oblakih, z nogamo pa tle teptal hudiča na zemlji. Haleluja. Amen. In zdaj reč svojemu sosedu, ne me zbuditi. Haleluja. In zdaj pogledajte Efežano 3:20, Efežane 3:20, se pravi, 2 poglavja naprej gremo, njemu pa, ki mora do vso mero storiti prebilo več, kakor ga prosimo ali razumemo, kako? Po moči, ki deluje v nas. Haleluja. Amen. Kako Bog naredi veliko več, kakor ga prosiš ali pa razumeš? Po moči, kje je ta moč? Haleluja. Jaz to ne bi verjel v cerku, če ne bi prebral. Verjete mi, jaz to ne bi mogel verjeti, če ne bi prebral v Bibliji. Meni je to preveč znanstvena fantastika. Če bi jaz pisal evangelij, pa če ne bi v Bibliji, bi mislil, ta moč je nekje zapakirana pri Bogu in sam, če sem ful duhoven, bom imel redke trenutke na zemlji, ko bom lahko to moč izkušal. Večino časa bom pa živel pač omejen s fizičnim svetom, ful v problemih in bom ful trpel večino življenja. Občasno bom imel pa duhovne izkušnje z Bogom. Je pa glih kontra, haleluja. Bog hoče, da veš, da ta moč je skozi v tebi. Skozi, haleluja. On hoče, da greš ven iz tega, amen. On hoče, da veš, jaz sem ozdravljen, haleluja. Zame je priskrbljeno, jaz sem nova stvar. Greh nima nad mano oblasti, haleluja, amen. Cerkev, jaz sploh ne vem, pač lahko se ti zdi, da sem aroganten, ampak jaz ne vem, kdaj sem nazadnje grešil. Ne, eni se skozi pokorjujejo, Bog, odpusti mi to, odpusti mi tretji, odpusti mi četrti. Skozi se z grehom ukvarja. Zakva? Ukvarji se s tem, kdo si v Kristusu, haleluja. Amen? Noš me včasih grešiti, haleluja. Štok poln svetega duha, haleluja. Preklop se. Mi smo imeli
skupino zadnjič na Koroškem in ena sestra je vedno mogla ven hoditi neki zvezana z eno stvarjo in gor in dol. In sem rekel, vsakič, prav, jaz se ne morem tega rešiti, sem rekel, ti si že rešena. A si sprejeli sem, pa si že rešena. Sem rekel, vsakič, ko te to prime in vsakič, ko to delaš, reči, jaz sem osvobojena tega. Jaz sem že rešena te stvari, haleluja. Amen? Reč, končano je. Amen. In kje je zdaj moč? V tebi, haleluja. Če si sprejel se, je moč v tebi, haleluja. In zdaj pogledaj naprej, kako to sprejeti, haleluja. Prvič, moraš vedeti ta moč v tebi, haleluja. Drugič, samo po Svetem Duhu lahko veš, kaj ti je Bog milostno podaril. Drugače ne boš vedel. Se pravi, to, kar ti jaz govorim, tvoj lahko da bo sprejel za 5 minut, ampak pozabi jutri, da boš to. Brez Svetega Duha to ne moš razumeti. Ker tvoj telo je preveč glasen, tvoje okoliščine so preveč močne. Ampak po Svetem Duhu, ker hvala Bogu, ti ga je Bog dal, lahko pa vedno hodiš tem. Dajmo se to pogledati na brzino. V 1. Korinčanom 2:9. Česar oko ni videlo, uho ni slišalo in kar v srce človeku ni prišlo. Se pravi, 1. Korinčanom 2:9. To je pripravil Bog tem, kateri ga ljubijo. Nam pa je to Bog razodel po svojem duhu. Kajti duh vse preiskuje, tudi globočine Božje. Kajti kdo izmed ljudi ve, kaj je v človeku, razen človekov duha, ki je v njem. Tako tudi ne ve nihče, kaj je v Bogu, razen le Božji duh. 12. vrstica. Mi pa nismo prejeli duha tega sveta, ampak duha, ki je iz Boga, da vemo, kaj nam je milostno daroval Bog. Amen? Se pravi, Božja milost je že vse pripravila zate. In kako to sprejmeš? Rabiš Svetega Duha, da to vidiš. Zato prej, ko sem molil nad Abimelom, sem rekel, to, kar vidiš, lahko imaš. Ti moraš videti, haleluja. Amen? Ti moraš v duhu videti, kaj ti je Bog pripravil, haleluja. Ker duh ti razodeva, kar ti je Bog milostno podaril, haleluja. In pol lahko to imaš. Jaz, ker sem prvi boljši avto imel, danes so ful dobro pričevanje, 2 let star avto. Jaz najmlajši avto, ki sem dobil, je bil 3 leta star. Tako da si še pred mano za 1 leto. Ampak sem šel v bistvu, jaz sem našparil 1000 mark, sem našparil za 30 let star avto, da si bom kupil, sem bil ful vesel. In pol mi je Bog pokazal v molitvi 3 leta star avto. Se pravi, Sveti Duh ti pokaže, kaj ti je Bog milostno daroval. In pol sem v duhu videl, moj avto je star 3 leta. Videl sem obliko, kakšna je. Ampak še vedno nisem vedel, kjer avto je. Dokler v živo ga nisem videl v delčku sekunde, ker neplanirano, in Bog rekel, to je tvoj avto. In tisti avto bil vreden pa 17 000 mark. Se pravi, Bog je imel 17krat boljši načrt, kot jaz. S tem, da si bil nezaposlen. In sem dobil avto, haleluja. Zakaj, ker je Bog rekel, okej? In zakaj, ker sem ga videl. Če ga jaz ne bi videl, ga ne bi dobil. Bog je rekel Abrahamu, vse deželo, ko jo vidiš, lahko imaš. Če ti nekaj ne moreš videti, pozabi, se ne bo zgodilo. Bog jim je govoril o obljubljeni deželi, ni jim govoril, kakšni velikani so nota, je tako. Nikjer ni rekel, fante, on je samo rekel, tam se cedi, tam med in mleko, dežela je the best, pojte jo osvojiti. Če bi on rekel, fante, dežele so dobro, ampak noca pa toliko veliki velikani, takšne mišice imajo, toliko procentov možnosti imajo proti vam, da boste zmagali in delo tam finančne analize, bi jih pokopali, noben ne bi šel nikamer, haleluja. In tudi jih je pokopali, ker so še gledati velikani, dokler ni nova generacija prišla. Ok, se pravi, recimo v sedu končano je. Se pravi, prejeli smo duha, ki nam kaže, kar nam je Bog po milosti daroval. Se pravi, in zdaj v Efežanih 2:4, pa gremo kar v 2:8, kajti iz milosti ste rešeni po veri. In to ni iz vas, Božji dar je to. Se pravi, rešen si kako? Po milosti, ampak to še ni dost, z vero. Se pravi, Bog ti ni zaračunal tvojih grehov, ampak še vedno greš lahko v pekel. Še vedno. Zakaj? Če tega ne sprejmeš z vero. Okay? Bog ti je milostno priskrbel za vsako tvojo potrebo, še vedno lahko umreš od lakote. Zakaj? Ker to ne verjameš. Bog ti je milostno priskrbel zmago za tvoj še vedno lahko umreš z mučenjem svojega uma, ker to ne verjameš. Haleluja. Kako sprejmeš? Vera sprejme, kar je milost pogrnila na mizo. In Sveti Duh ti pa to kaže, haleluja, amen. Se pravi, Sveti Duh ti odpre oči, da vidiš, wow,
Milost mi je to pripravila. In pol z vero to sprejmeš, haleluja. Kako vera sprejme? Vera govori, vera gleda, haleluja, v duhu, ne v mesu, haleluja, amen. Ne govoriš to, kar vidiš z naravnim očmi, govoriš to, kar Božja beseda pravi. Ok, in zadnja točka, pol končamo. Ura je 1901. Zadnja točka, kako živeti zmagovalno. Kako zdaj živeti v tej zmagi, ki je plačana. Ne povem, prebojenje ne pride, ko bomo mi vsi se združili, pa 24/7 molili dan in noč. In pol bo prebojenje prišlo. Zakaj? Ker to je religija, to je spet hrček. In pol bo Bog rekel, ja, 2 pastorja sta v Detroitu že umrla, dosti je. In pol bo Mihal rekel, zdaj pošlji me dol, dajmo to korono že ustaviti, ful, že cerkev, vse so že ful začeli, že pastori moliti, ne samo oni zastopniki. Zdaj, in pol Mihal pravi, se je že skoraj tretjina cerkev na molitvenem sestanku, zdaj bi pa lahko ustavili to korono, fantje. Dajmo še malo počakati, ne še malo moliti, ne še malo. Mislim, premalo nam še težijo, cerkev še premalo je enotna. Se je sam 100,000 ljudi umrli, dajmo počakati če na 2 milijona. Razumete, to ne deluje tako. Ne deluje tako. Ko bomo mi dosti enotni, pa imeli prebojenje. Ko bomo vsi šli v poste molitvu, da se nam vse raje brada prišteti, pa prebojenje. Pozab, haleluja. Veš, daj bo prebojenje? Veš, daj? Bog ga je že plačal, ampak kdaj se bo manifestiral v Sloveniji? Takrat, ko mi živimo nadnaravno. Amen? Ko jaz živim nadnaravno, ko ti živiš nadnaravno, ko kamorkoli midva prideva, se manifestira Božje kraljestvo. Amen? Ko ti priješ moliš za bolnika in namesto, da si prišel moliti za bolnika, ga rajš v zdravu. Ker jaz nisem videl v Bibliji, da bi Jezus rekel učencem, pejte moliti za bolnike. Nikjer nisem to videl. Rekel je, pejte uzdravljati bolnike. Amen? Dajte slepci mit. Obujite mrtve, je rekel. Ni rekel, pejte moliti za mrtve. Rekel, obujite jih, haleluja. In to je ful razlika, cerkev, ne vam povem. Ker čim jaz pridem in so bolezni, ker točno vejo, ko bom jaz prišel, pobegnejo z človeka. Sploh mi ni treba, niti rok polič, niti nič. Ker se mi že ful bojijo. So pa določene, ker nimam še toliko razodetja vere in pol je fajt in se fajtamo, haleluja. Včasih on je zmagal, včasih jaz, haleluja. Ampak jaz sem čedalje močnejši v veri, zato one čedalje bolj bežijo. Ampak je ful razlika. Jaz sploh ne molim za bolnike, cerkev. Jaz prijem izgnati bolezen ven. Sprijem ozdraviti bolnika v imenu Jezusa, jasno, haleluja. No, kdo mislil drugače. Ampak, če bi jaz prišel moliti za bolnika, to je taka varna cona. Dajmo moliti itak, če bo Bog naredil, bo, če ne pa nimamo kaj izgubiti. Na meni ni nobenega pritiska, na meni, na teple, če umreš, haleluja, te je Bog rabil. Pač, naredili smo svoje, ne, sej, ja, nisi nič naredil svoje, haleluja. Bog je rekel, pejte v zdravljenje in takrat bo prišlo prebojenje, cerkev. Ker midva živiva nadnaravno življenje. In pol luč začne svetati in vsi pridejo k luči. Amen? A veste, kako so na Danskem nafilali vse dvorane v enem trenutku? To sem gledal na starem DV posnetku iz Krščanskega centra leta 2004 in naš mladinski pastor Roger iz Norveške razlagal, kako je prebojenje prišlo na Dansko. Je rekel, da je iz RTV-a so prišli snemati na ključno cerkve. In pa so v eno cerkev prišli, ker so imeli glih enega črnca gosta in je glih molil za slepega človeka. In oni so to rekli, lahko snemo, so rekli, ja, snete. In človeka ni videl, je spregledal. In to je prišlo na kamero, na nacionalno televizijo in so vsi znoreli. Wow, Bog je zgleda, je živ, zdravlja slepe. In pol so bile vse dvorane polne. Vse te cerkve so imele polne roke dela in v bistvu niso imeli kam dati ljudi. In Roger je hotel iti, tam naš mladinski pastor je bil takrat na Danskem, in je hotel iti na bogoslužje, so rekli, si že spreobrnen. Je rekel, ja, pa ne moš not. Ker nimamo dosti stolov, najprej oni, ki niso spreobrneni. A imaš masko gor? To je prebojenje, ker mi dva živiva nadnaravno življenje. In kdaj bo to začela živeti, ko bo doktorirala iz teologije? Ne, danes, haleluja. Danes je tvoj dan, amen.
Danes je dan odrešen, danes odpri oči, amen. Danes verjamem Bogu, danes bo toliko neumen, da je samo Božja beseda resnična in nič drugega, kar te učijo tvoje okoliščine. Haleluja. Poglej si zdaj še par citatov, pol končamo. Apostolska dela 3.6. Peter pa veli, srebra in zlata nima sabo, pozabil sem tošel doma, kar pa imam, to ti dam. V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana vstani in hodi. In prime ga za desno roko in ga vzdigne in takoj se utrdi njegova stopala in gležnji. Sprav, Peter ni rekel, Janez, dajva molit za tega tipa, daj poklič hitro še ostale starešine, dajmo eno verižno molitev še na Facebook, da nam vsaj 1000 ljudi moli za tega tipa, ki zdaj pa doslej, zdaj pa Bog, zdaj pa deluje, Bog, usmil se nas. Bog, a ne vidiš, koliko človek trpi? Naredi, da bojo ljudje verjeli. Če ne noben verjel, če ne boš ti nekaj naredil. Če bi ti imel tega človeka pol tokrat, kot mi, bi ga že zdavni ozdravil. Kaj pa, to je hrčok, razumeš? Ne Boga premika, ti si premakan. Reč končano je. In kaj je Peter rekel? Kaj je rekel? To, kar imam, ti dam, a ti veš, kaj imaš. Ti imaš moč, ki je obudila Kristusa od mrtvih, prijatelj. Haleluja. Ista moč, piše. Ko obudila Jezusa od mrtvih, ki je v tebi. Haleluja. Noro, haleluja. In zdaj Pavel, namesto da bi molil, Bog daj pošel prebojenje v Efes, poglejmo si njegovo molitvo za Efežane, kjer je bila kraljica nebes, vam je to kaj znano. Cel svet je slavil kraljico na mest, namesto da bi slavil kralja nad kralji. In so delali njene ekipe in imamo vse živo tam not. In Pavel ne moli za prebojenje, on moli, pogledajte kaj, v Efežanih 1.8, da ima razsvetljene oči srca, da vejo, v kakšno upanje njihovega klica si jih poklical, kakšno je bogastvo slave, dediščine tvoje v svetih, haleluja. On je molil, da se nam oči odprejo, da vemo, kakšno bogastvo Božjega klica v nas, da vemo, haleluja, da je ista moč, ko obudila Jezusa od mrtvih je v nas, haleluja, da vemo, da nam je vse mogoče, če samo verujemo, haleluja, da vemo, da če ljudje vidijo nas ali pa Jezusa, je eno in isto, haleluja. Razumeš? Namesto da ljudi teroriziraš, da so ful polni greha in zato imajo korono, raješ Bog, edini Bog, ki ga oni lahko vidijo. Bog traje Bog s kožo gor, haleluja. Ker se ga oni lahko dotaknejo, pa se jim življenje spremeni. Amen. To je Božja volja. In takrat cerkev bo prebojenje. Haleluja. In zadnji citat, 2 poglavja naprej, Pavel moli za Efežane, Efežani 3.14, za tega tel pripogibam kolena pred očetom, po katerem se imenuje sleherna rodovina v nebesih in na zemlji, 16. vrstica, Efežani 3.16. Da vam da po bogatstvu svoje slave, da se okrepčate v moči, po duhu, njegovem v notranjem človeku, da se Kristus po veri vselil v vaša srca, ko ste ukoreninjeni in utrjeni v ljubezni, da morate razumeti z vsemi svetim, kaj je širjava, dolžina, globočina, visočina in spoznati ljubezen Kristusovo, ki presega spoznanje. Da se napolnite do vse polnosti Božje. Haleluja. A bi rad bil, a misliš, da je to mogoče, da si izpolnjen do vse polnosti Božje. Amen? A bi rad bil, moraš spoznati Božjo ljubezen. To je vse. To je vse. Božja ljubezen je dost, da si ti izpolnjen do vse Božje polnosti. Tukaj prav, Pavel moli, Bog pokaži jim globočino, širokost, dolžino, visočino česa. Nove teologije, ki jo še ne poznamo. Vseh principov stare in nove zaveze in kako to skupaj zdaj spraviti. Ne, sam pokaži jim razdete tvoje ljubezni in bojo izpolnjeni do vse Božje polnosti, haleluja, ki presega vsako spoznanje. In zdaj pogledajte, 20. vrstica, njemu pa, ki more nad vso mero storiti preobilo več, kakor prosimo ali razumemo. Amen? In to vsak hrčok, ki laufa na kolutu, verjame. Vsak hrčok verjame, da Bog lahko naredi vse. A je tako? Sam pač ne vejo, zakaj ne naredi. A je tako? Večina ljudi, če bi jih vprašal, verjameš, da Bog lahko? Ja, verjamem. Ampak še vedno umre od raka. Verjameš, da ti Bog lahko priskrbi? Verjamem, ampak še vedno ne dobijo tega. Zakaj? Ker ne vejo, kako to naredi. To je pa v naslednji vrstici 20. V naslednjem delu te vrstice. Po moči, ki deluje
v nas. Amen. Se pravi, tukaj piše, da Bog lahko stori vse, več kot kar molimo in prosimo, kako? Po moči, ki deluje v nas. Halleluja. Lahko pogledaj svojega soseda, pa mu reči, to je zdaj v tebi. Halleluja. To je zdaj v tebi. Ta moč je zdaj v tebi. Halleluja. Ne čaka, da se boš srečal z enim super evangelistom, da boš uzdravljen. Ne čaka, da boš srečal enega človeka, ki ima pa res dar uzdravljanja, pa boš pa uzdravljen. Ne čaka, da boš enega milijarderja srečal, pa bo pa konc tvojih problemov. Amen. Je že v tebi. Halleluja. Amen. Jezus v nas, upanje slave. Amen. Kje? V nas. Halleluja. Ni več na križu, v nas. Halleluja. Amen. Hvala ti, Jezus, da si ti v nas. Njemu slava. Halleluja. Amen. Hvala ti, Oče. Jaz mi ti predajamo vse svoje bedne problemčke, vse, kar smo mislili, da so veliki problemi. Naj se to vse skrije pred tabo. Halleluja. Oče, jaz molim, da se dvigne nadnaravna moč v nas, da živimo to, kar tvoja beseda pravi.